To ni navaden trening. Izboljšaj reakcije, tehniko in dvigni samozavest. Manj razmišljanja, samo prave odločitve. Soccerbot 360. Edini v Sloveniji. Si za igro? Multisport Arena Rogoza. Več kot trening. Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam zadnjo epizodo Soccerbot 360 magazina Pod prečko v sezoni 2025-26. Kot zadnji se bo z golgeter izzivom Pod prečko srečal Marko Brest iz Olimpije. Strokovnim sodelavcem Andrejem Kvasom bomo ocenili sezono 2025-26. Sezona brez Evrope je zelo slaba, tudi sezona brez Lovovike za ta dva kluba je slaba. V Radljah ob Dravi pa bomo obiskali stadion Žana Karničnika. Rad se vračam domov, ko imam le čas za to, ker konec koncev tudi jaz bil enkrat v takem položaju. Še zadnjič v tej sezoni, Maksi, naš sodelavec, potem se pogodba izteče. Mislim, da je ne bomo podaljšali, ampak tokrat ga čaka torej še izziv pri Olimpiji. Marko Brest bo z nami, golgeter izziv Pod prečko. Če želite biti kot Sandi Nohanović in Haris Vučkić, pa hitro seveda v golgeter trgovine, kjer si lahko kupite vse možno, kar se tiče nogometne opreme. Tako, še zadnji izziv za Maksija Prečka, tokrat pri Olimpiji, na Štepanskem naselju, kjer Olimpija zdaj trenira. Marko Brest je ob meni. Marko, poseben izziv imamo zate, pripričan pa sem, glede na to, koliko spremljaš, kaj se vse dogaja, da izziv že poznaš in da veš, da sta Haris Vučkić in pa Sandi Nohanović na prvem mestu 100%. Ja, vem, postavila sta letvico zelo visoko, tako da jaz bom dal vse od sebe in upam, da zadenem čim več. Če zadeneš vse, potem imamo še tiebreakera, vsi trije, tudi Haris. Zdaj, ko se vrne iz arabskega sveta, je obljubil svojo prisotnost. Super. Vso srečo. Hvala. Bravo. Aj. Bravo. Marko, ni tako enostavno, ne, kot se zdi. Tako je, težje, pa pritisk malo pa naredi svoje. Pa še ni ravno najbolj visok, ne, ta za živi zid ne bi bil. Minus 5 točk, tako kot mislim, da kar večina na lestvici. Sandi in pa Haris pa razred zase očitno. Ja, potrebno ima čestitati, tako da svaka čast. Marko, hvala, srečno v zaključku in pa v novi sezoni. Hvala. Marko Brest je imel načrt, a se ni išlo. Najboljša letos sta torej Haris Vučkić in Sandi Nohanović, ki se bosta za naziv ultimativnega zmagovalca pomerila pred začetkom nove sezone. Redni del sezone v Prvi ligi Telemach je za nami. Celjani so v tej sezoni, pa lahko rečemo, kar premočno slavili, hitro tudi potrdili naslov z nekaj krči, sicer v spomladanskem delu. Potem pa kar nekaj presenečenj, največje zagotovo, da ne Maribor, ne Olimpija nista v evropskih tekmovanjih. Nažalost pa se je Prva liga v tej sezoni končala z 9 klubi. Domžalčani so bili med slovensko elito samo do konca prejšnjega koledarskega leta. Opravili bomo pregled v tej sezoni v Prvi slovenski nogometni ligi in v naše goste smo povabili Andreja Kvasa. Andrej, naš, lahko rečemo, redni strokovni sodelavec v tej sezoni, ves čas si spremljal Prvo slovensko nogometno ligo v naši družbi, pa seveda tudi v tvojem prostem času. Najprej morda nekaj besed o tem, kaj si ti videl v tej sezoni, pa brez da se zdaj dotikava posameznih klubov. Ja, sezona sigurno specifična, sploh zaradi tega, ker
se je končala z 9 klubi, kar nam ne more biti v ponos vsem, ki spremljamo in smo v slovenskem nogometu. Upajmo, da se kaj takega več ne bo ponovilo. Kar se pa tiče druge stvari, pa je predvsem ta, da imamo zanimivo zasedbo pri vrhu tabele, pa da so določeni klubi sledili svojim ciljem, sledili svojemu načinu delovanja in pri tem bili zelo uspešni. Andrej, če greva zdaj bolj na klube, hitro se je izluščilo, najprej še seveda Domžale v jesenskem delu, pa Primorje in tudi Mura. Kdo se bo boril za obstanek? Domžalčani so potem ostali brez mesta v slovenskem državnem prvenstvu. Primorje, Mura bila nek svoj boj za obstanek, Mura je bila tu uspešnejša. Na koncu relativno blizu Aluminij, ki pa je praktično jeseni opravil dovolj, da je lahko potem spomladi mirno plul v pokalnem tekmovanju, ki ga je zgodovinsko za klub tudi osvojil. Ja, dokler še so bile Domžale v igri, je ta boj med Domžalami, Muro in Primorjem bil nekako ravnopraven, vse skupaj v 6-7 točkah. Aluminij je v jesenskem delu hitro odskočil, prav tako Radomlje, in nekako so hitro rešili, rečemo temu, neko vprašanje obstanka. Ti tri klubi pa, v primeru, da bi Domžale tekmovali, bi zagotovo imeli troboj, ne pa dvoboja. Hitro se je tudi v začetku spomladanskega dela videlo, da bo ta Primorje in Mura tista, ki bo ta pač odločala o potniku v dodatne kvalifikacije in tistem, ki je obstal v ligi. To je uspelo Muri. Vsekakor mislim, da Primorje ni našlo neke prave igre, ni pravega načina pomenjave Milana Anđelkovića. Tudi prejšnja sezona je bila za Ajdovce zgodovinska, mislim, da 46 točk ali 48, kar je ogromno. Po vrnitvi v prvo ligo in pa če se da sledila sezona, ki jim sigurno ni v ponos, imajo pa še možnost popravnega izpita z Nafto v teh 2 tekmah kvalifikacijskih, tako da sigurno se nadeja, da bo ostali v prvi ligaši. Mura pa nekako na koncu z Darjanom Slavicom priplula mirno v neko, rečemo temu, mirno luko, kljub temu, da navijači v Murski Soboti sigurno želijo več, prav tako v klubu, ampak stabilizirali so zadevo in sem prepričan, da bo sestavili ekipo, ki bo se borila za višja mesta, kot je bilo letošnje. Aluminij Radomlje, potem višje Aluminij, torej z zgodovinskim pokalnim naslovom, slovenskim strategom, Radomljani pa marsikdo je pred začetkom sezone razmišljal, kaj lahko stori Jugoslav Trenčevski, niso ga poznali, niso poznali njegove neke nogometne filozofije, pa so Radomljani, če si že omenjal lansko zgodovinsko sezono Primorja, sami spisali letos zgodovinsko sezono kot mlinarji za res ogromno točk, pa tudi kar nekaj mladih nogometašev, ki se jih je izpostavilo, in pa predvsem lepa igra, tudi neki indikatorji statistični so kazali, da igrajo morda celo med najlepšimi nogometom v slovenski ligi. Ja, če najprej pokomentiramo Radomlje, absolutno gre za pozitivno zgodbo slovenskega nogometa. Sam sem imel priložnost delovati par mesecev v Radomlje ob zaključku lanske sezone. Sledijo svojim ciljem, svoji viziji, uveljavljanje domačih igralcev in tistih iz akademije. Moram reči, da v zadnjih 2 letih jim je to zelo dobro uspevalo. Moram povedati, da gre zahvala tudi Darjanu Slavicu prej, pa tudi sedaj Jugoslavu Trenčevskemu, da sta sledila tej viziji kluba, kajti vsi ti igralci od Štojmana, Malenška, Davidovića in vseh tudi Kukuca, pa ne nazadnje, še bi lahko našteval, so dejansko se pokazali na tem prvoligaškem odru in tako, ko je bila neka prva možnost oziroma dobra možnost za prodajo, se klub odločil, klub od tega živi, nima investitorja kot nekateri drugi v Sloveniji in družini Marinšek res vsa čast za delovanje. Moramo vedeti tudi, da ima žensko ekipo, ki je prav tako skuša slediti favorizirani Muri v ženskem nogometu in da to lahko tako sami dobro furajo, res kapa dol. Kar se pa tiče Aluminija, nagrada, ta pokal za vseh 20 let delovanja kluba, gre za stabilnega slovenskega prvoligaša in drugoligaša, nikoli nobenih težav, ekscesov, bilo česa, izjemni pogoji za delo. V zadnjem času tudi precej lepa domača zgodba z domačim strategom. Jure Avsič je ne nazadnje v zadnjih 3 letih vsako leto se okitil z naslovom prvaka v nižjih ligah oziroma v tretji, drugi ligi. Dan letos tudi v pokalnem tekmovanju, tako da precej lepa zgodba in se prepričam, da Aluminij res lahko na dolgi rok postane slovenski stabilen prvoligaš. Potem pa že prideta v bistvu naša največja kluba, najverjetneje tudi največje razočaranja v tej sezoni v prvi slovenski nogometni ligi. Maribor je sicer še upal, pa tudi mislim, da Olimpija tam februarja, da se lahko oba priključita boju za celo prvo mesto, ko je Albert Riera šel iz Celja, ampak vse se je izfižilo, vse je zletelo skozi okno, na koncu celo drugič v zgodovini brez Evrope, tako en kot drugi.
Zagotovo gre za največje razočaranje slovenskega prvenstva, oziroma pri obeh klubih gre za največje razočaranje, kajti sezona brez Evrope je zelo slaba, tudi sezona brez lovorike za ta dva kluba je slaba. To so že besede prejšnjih večjih imen v slovenskem nogometu, da pač Olimpija najbolj enostavno morata se boriti vsako sezono za lovoriko, da letos oko na srce sta bila daleč od tega, po prvenstveni tabeli več kot 20 točk, oba sta izpadla tudi v pokalnem tekmovanju proti drugoligašu, tako da je čas za neki dober reset, premislek, nastavke za novo neko obdobje, kajti po takšnih sezonah je treba, po takšni sezoni je treba prevetriti zadeve, se pogledati v ogledalo in poiskati rešitve, ki bodo boljše, kajti 4. in 5. mesto za dva največja slovenska kluba z precej solidnim proračunom, 2-3-4krat večjim kot pa s tistimi, ki so bili pred njimi, je sigurno vse prej kot ok, ampak ljudje v klubu so dovolj pametni, da bodo znali poiskati rešitve in sem prepričan, da Maribor in Olimpija bosta pri vrhu naslednji sezoni. V obeh klubih tudi kar nekaj izzivov pri tem, kako se bo sestavljal igralski kader. Maribor tako ali tako pod turškim investitorjem brez športnega direktorja. Goran Boromisa se je poslovil pri Olimpiji, bil je podpisan pod vse te uspehe našel Alberta Riero, Viktorja Sančeza. Kaj bo ključno? Težko je zadeti v bistvu 6-7 igralcev junija pred pripravami, zadeti tudi izbiro trenerja. Zdaj sicer se pri Olimpiji še zdi, da zaupajo Bessoneju tudi s tisto pogodbo, ki so mu jo dali sredi spomladanskega dela, ampak izzivov je polno, tako pri enem kot pri drugem večjem tekmecu. Ja, pri obeh je ena hrupna točka, da bo scouting in nastavki za novo obdobje, novo sezono ključni. Prav tako je treba narediti vse, da se vrnejo na vrh slovenskega nogometa, da so kaži pot za ostale klube, kot so to bili leta in leta. Vemo, da v obdobju Darka Milaniča in Zlatka Zahoviča, kako je bila relacija športni direktor in trener, vemo, kako je bilo tudi v dobrih zlatih časih v Olimpiji ta relacija med Goranom Boromisom in Viktorjem Sančezom, pa tudi z Albertom Riero, da igrišče ni trpelo, a igrišče je najbolj važno, tako da ko je simbioza med športnim direktorjem in trenerjem, je klub bližje uspehu. Zdaj pa v enem klubu sploh nimamo športnega direktorja, mislim, da to tako ne gre, ker Maribor je vseeno prevelika institucija, prevelik klub, da bi se lahko to privoščil, da nekako ne da se izmišljujejo, ampak da si postavljajo neke nova imena, nove funkcije, kot je to recimo pričemu Bazgolu, ampak še enkrat, očitno vedo, kaj dela. Jaz upam, da bo s tem uspehom Hull Cityja mogoče tudi Maribor imel od tega, da bo bolj resno pristopili k samemu projektu, kajti Maribor ima neverjetno zaledje vseh teh navijačev, da bi bilo škoda, da temu ne bi bilo tako, pa ne nazadnje ogromno mladih igralcev in tudi tu bo Maribor moral izluščiti, kajti vseh 9-10, če se štejemo igralce U19 in igralce iz Ilirije, ne bo se dalo vseh forsirati, treba izbrati, videti, kdo so tisti res projekti kluba, ki so lahko postavili v izložbo, kajti tudi v zadnjem času, bodimo pošteni, Maribor nima U21 reprezentanta in ga je v zadnjih dveh letih zelo slabo tudi imel, tudi na Evropskem prvenstvu ni bilo, mislim, nobenega ali en, tako da imajo ogromno dela in sem prepričan, da bodo našli rešitve za novo sezono. Potem pa greva še v tisti zgornji del med klube, ki so si čez ligo zagotovili evropska tekmovanja. Tu lahko tebe kot predstavnika slovenske stroke veseli, da sta zraven Aleš Arnold pa Zoran Zeljković, pri Celju Albert Riera, tisti, ki je vse skupaj nastavil, vmes Ivan Majevski, kasneje Vitor Kampeloš. Trije klubi, težko rečemo, da so imeli kakršnekoli neke povezave v tej sezoni. Bravo, lahko rečemo, je bil že odpisan v boju za Evropo, pa se potem zadnjo četrtino ne samo vključil, si tudi priboril. Celjani praktično ves čas na vrhu, Koprčani pa so zadeli s povratkom Zorana Zeljkovića, ki je odlično uporabljal Josipa Iličića, pa nekatere mlade fante. Kako vidiš zgodbo vseh treh klubov? Ja, skupni imenovalec sigurno vseh teh klubov je dober scouting. Bravo, moramo vedeti, da so pred sezono prodali 4 igralce, še po zimi 3. Bravo je dejansko sezono izpeljal z 14 do 16 igralci. Ogromno tujih temnopoltih igralcev, ki so na nek način absolutno zadovoljili vse skupaj zadeve kluba in strokovnega vodstva. Alešu Arnoldu, mojemu trenerskemu kolegu,
kapo dol in vsemu njegovemu strokovnemu štabu, tudi Dejanu Močniku za skauting, za možnosti pa za vse skupaj, kako so to izpeljali, ker mi ne smemo pozabiti, da so v Kopru izgubili 6-2, če se ne motim, prvo ali drugo kolo spomladi, da so štartali prvih 4 kolih slovenskega dela s 3 porazi in na koncu z izjemno serijo 7 zaporednih zmag, pa 12 ali 13 tekem brez poraza, dejansko suvereno osvojili to 3. mesto, kljub temu, da pač Olimpija na koncu bila 4-5 točk zadaj. Tako da kapo dol, bravo, to glede na način, kako funkcionirajo, so si absolutno zaslužili to in vsi rekordi po točkah, po golih tudi kažejo na to. Kaj se tiče Kopra, isto Ivica Goberac in Dolžina Goberac, zadetek za to francosko falango, kako da rečem, izjemni skauting, kljub veliki menjavi igralcev, pa vsem skupaj vsako poletje še vedno sestavi ekipa, ki v neki tišini dela, osvaja točke. Zoran Zeljković je predtem delal odlično, osvojil pokal, bil drugih prvenstv, šel v tujino, se vrnil, še enkrat več dokazal, da ima žilico za nogometnega trenerja in za vse ostalo. Ne smemo pozabiti, da je Josip Iličić bil MVP prvenstva z vsemi goli in asistencami, da dejansko pomagal tudi izven igrišča, da so dejansko lahko zelo mirni in da v miru pričakuje Evropo. Celje pa, kot si sam Matic dejal, odlični pod Albertom Riviero, odlični v Evropi, mogoče to Igor Mejevski malo vse skupaj zamajal, ampak Viktor Kamperoš, ko je prišel in stisnil prvo tekmo za zmago v Kopru, dejansko potisnil Celje v spredje. To je bil edini moment, ko bi lahko Maribor pa nekdo se približal, pa se ni, kajti Celje je potem zmagovalo dejansko kot v transu. Tudi so po zimi zadeli z okrepitvami, odšli so, ne smemo pozabiti, tim Franko Kovančević in Daniel Šturm, 2 gonilni sili v napadu, pa še kdo tudi Kleman Nemenič je zapustil klub, potem pa so zadeli z Svitom Sešljansk, absolutno, Kučić se je vrnil s poškodbe in Celje je bilo to komu všeč ali ne, korak ali pa 2 predvsem klubi trenutno v Sloveniji, kar se tiče strokovno, kadrovsko in tudi organizacijsko so iz dneva dan boljši. Če gledava te klube, ki bodo v Evropi, 4 seveda še, če upoštevava Aluminij, pri Aluminiju in Bravo najverjetneje poleti ne bo velike želje izsiljevanja prestopa pred koncem evropske zgodbe. Pri Celju igralci, ki bodo vstopili v priprave s pogodbami, z motivom, da pridejo čim dlje seveda, tudi zornega kota nekega izločilnega boja v naslednjem koledarskem letu, najverjetneje tudi Evropska liga, vsaj minimalna Evropska liga. Koper pa si že samo omenil veliko menjavanja. Kako misliš, da bo potekal prestopni rok pri teh 4? Ja, mislim, da v veliki večini pri vseh teh 4 klubih so nastavki že dorečeni, treba še jih realizirati. Ne smemo pozabiti, da je pred kratkim šele bilo prvenstvo zaključeno, tako da za naslednjih 10-14 dneh bi za te klube moralo biti marsikaj tega jasnega glede odhodov in prihodov. Celje ima odlično izhodišče, štartati v drugem predkolu kvalifikacije za Ligo prvakov kot nosilec je izjemen začetni potencial oziroma start. Prav tako Koper želi sigurno več, kot pa takrat lani, ko je bil tisti grdi poraz z Norvežani. Bravo je že pokazal, da zna tekmovati, predlani 4 tekme kot prvič, ko je bil v Evropi, tako da sigurno si želijo vse to, če ne mogoče 6 tekem ali pa da pride do play-offa. Aluminij pa bomo videli, prvič, če debitanti so na evropski sceni, absolutno treba biti pametni, ponižni, bilo kak, pa hkrati ste imeti k svoji viziji. Imajo pa vsaj 2 tekmi, zaradi Evropske lige in potem v konferenčno ligo, tudi če na prvi stopnički padajo 2 domači tekmi vsaj. Res je, imajo 4 tekme, 2 kola bo sigurno odigrali. Tako sem že omenil v enem izmed naših studijev, treba paziti sploh Bravo, pa tudi Aluminij, da bo prvenstvena tabela po 7-8 kolih za njih lepo izgledala, kajti hitro te lahko Evropa premami in pozabiš na tisto domačo nalogo, kajti domača naloga je domače prvenstvo in mislim, da so vseeno v obeh klubih dovolj pametni in preudarni, da bodo kos nalogi in da bodo Evropo maksimalno izkoristili. Če greva še na neke posameznike, ki so najbolj zaznamovali to sezono, trenersko gledano moramo izpostaviti Alberta Riviero, sploh za tisti jesenski del, pa tudi začetek spomladanskega v tistem prvem krogu, ko je bilo ključno, da se ne izgubi. Kaj pa pri igralcih, omenil si že Josipa Iličića, v prvem delu pri Celju Franko Kovačević izjemen, potem skozi celotno sezono Kvesić zelo pomemben, Karničnik po povratku, Kučić si že omenil, se morda še koga pozabil pri Bravo, Pečar, Faje, kar nekaj izjemnih posameznikov. Ja, drži vse našteto, absolutno največ tega najdemo pri Celjanih v vseh linijah nogometne taktike pa in igre. Nije to Karničnik odlična
v sami izgradnji na teh bočnih položajih, pa prehodi v sredino. Nikita Rasifov, ne smemo pozabiti 12 golov in 6-7 asistenc. Svice je šla, da ne govorimo o njegovi levi nogi, o ideji v napadu in tudi se je poboljšal v fazi obrambe. Moramo biti pošteni in priznati, da je to, rečemo temu hibo, ki je malo kazal včasih v evropskih tekmah, popravil. Zelo koristen za Celje, v polsezoni 9 golov. Franko Kovačević, v bistvu vse, kaj je ustrelil proti golu jesen, je končalo v mreži, tako da tu je ena izredna jesen. Za Kučića smo vedeli, da je izjemen napadalec. Na drugi strani pa mislim, da treba izpostaviti tudi oba mlada nogometaša v Kopru in Leo Rimac in Andraš Redl. Bom rekel, presenečenje, precej odlična statistika za krilne igralce in ona dva sta sigurno en kaže pod mladi igralce, kako bi naj to izgledalo. Faj je bil, ko smo omenili, ok, tudi Pečar, precej solidna, predvsem konstantna sezona. Babola za mene en izmed boljših igralcev v prvi ligi, glede na to, kaj smo videli, izjemna hitrost, izjemna ofenzivna tranzicija. Pa še Feta je tu, na primer. Tudi v Aluminiju, ne smemo pozabiti, tudi Sajetus, ki je predvsej dosti golov. Mislim, da vse v tej sezoni vse skupaj toliko, kot da v teh sezonah prej v prvi ligi. Feta se je spet nekako najdel, ko Maribor nekako ni prišel do izraza, bil po svojem v Domžale, prekinil z Mariborom in zdaj v Aluminiju res precej lepe, dobre predstave, tako sproščeno, sveže je deloval, tako da ja, je tu pa je posameznik, ki je opozorilo nase. Za mene pa precej lepa in dobra zgodba Kenan Kurtović, kajti jeseni še igral za Mladino, izkoristil priprave po zimi v Turčiji, pa spomladi vseeno 4-5 zadetkov, ob odhodu v Inzigera nekako skupaj z Rozom nosil to breme napada Mure in za dečka, ki je letnik 2006, precej lepa zgodba. Andrej, hvala za vso družbo v tej sezoni. Najverjetneje se v novi ne bomo toliko družili, ne? Ja, nekaj malega se dogaja, vse skupaj je tudi pri meni oziroma na mojem področju. Pauza je bila nedolga, ampak predolga, tako da meni je bilo zelo lepo z vami, pa v vsakem trenutku sem užival. Upam, da se ne vidimo, to pomeni, da bom jaz dobil svoj angažma nekje v kakšnem klubu, če pa slučajno se kaj izjalovi, pa z veseljem. V nadaljevanju obiskali bomo še stadion Žana Karničnika. Žan, v Radljah ob Dravi smo, za ta bo napis športni stadion Žana Karničnika. Nismo se še pogovorili o tem, v bistvu, kaj ti pomeni, da stadion nosi tvoje ime v tvojem kraju. Ja, to je res ena izjemna čast, ki mi ga je izkazala, bom rekel, sama občina na čelu z županom, magistrom Alonom Bukovnikom. In ja, je to, bom rekel, tudi oni spremljajo mojo kariero, kako se je odvijala in po tistem evropskem prvenstvu nekako so prišli na idejo, da bi, bom rekel, vsemu razvoju Radelj, ki se odvija v zadnjih letih, mi izkazali neko čast in mi, bom rekel, podelili ta stadion z mojim imenom. Kako rad se v bistvu vračaš domov? Videl sem tudi v tisti sobi, ki jo imajo klubski, Luka Krajnc, prav tako podpornik. Neka navezanost se zdi, da je pri vas nogometaših, ki ste povezani s tem klubom, pa ste potem uspeli v karieri, pa da vseeno ohranjate ta nek stik z lokalnim okoljem. Ja, res rad se vračam domov, ko imam le čas za to, ker kot sem tudi jaz bil enkrat v takem položaju. Rad pridem sem, da se, bom rekel, tudi podružim s temi najmlajšimi, da tudi oni vidijo, da jim lahko uspe, da igrajo, bom rekel, v prvi ligi oziroma mogoče še stopničko višje. In ja, če je le možno, tudi pomagam klubu na različne načine in jih kar obiščam na treningih. Mislim, da tudi danes popoldan se nekako odpravil še enkrat tu na ta stadion in malce potreniral z njimi. Zdaj Radlje se sicer kar pošteno razvijajo, spreminjajo v zadnjih letih, ampak vseeno, ko stopiš tu blizu nogometnega igrišča, kaj je nek prvi spomin, ki ga imaš iz otroštva? Ja, bom rekel, ta stadion je dokaj na novo
ker večinoma še, ko sem začel igrati jaz, je bil še ta stari stadion, kjer sedaj poteka obvoznica, kjer smo z prijatelji, ki še danes ohranjamo stike, veliko časa preživeli na njem. Ampak ja, tukaj pa nekako je moj prvi spomin takrat otvoritev tega stadiona, kjer je bila tekma z Mariborom. In ja, tistega dne se kar spomnim. Slišim, da je v družini tudi en mlad nadarjen nogometaš, koliko bdiš tudi nad njegovim razvojem? Ja, je. Moj brat je trenutno igra za selekcijo U9, kjer trenira nekaj tu, nekaj v Mariboru in ja, zaenkrat mu gre kar dobro in bomo videli, kako se bo stvari odvili. Morda še takšno neznačilno vprašanje za konec. Se vidiš kdaj še tukaj, potem ko bo tista profesionalna kariera za tabo, da še odigraš kakšno minuto poslovilno tudi tu? Ne vem, odvisno, kam me bo pot zaneslo, kje bom živel, ampak bom se vsekakor vračal v Radio Drave sedaj, pa mi bo uspelo zaigrati, to pa ne morem obljubiti. Žan, hvala. Hvala. To je za to sezono vse. Hvala vam za vašo pozornost. Uživajte v poletju in nasvidenje znova v prihodnji sezoni Prve lige Telemach. Sana pred vrata, 2-0 vod.